Lepo pozdravljeni. Današnje predavanje je posvečeno sliki, ki je trenutno na razstavi v Narodni galeriji v Ljubljani. Gre pa za portret ljubljanskega trgovca, ki je sicer del zbirke Muzeja likovnih umetnosti v Budimpešti. Na tem mestu bi se najprej rad zahvalil Madžarskemu inštitutu in kulturnemu centru za povabilo za to predstavitev. Gre za sliko, ki je del tudi madžarske kulturne dediščine, ker je pač v njihovem muzeju, obenem je pa zelo pomemben del tudi slovenske kulturne dediščine, zato ker gre za delo enega od najbolj znanih slikarjev, ki so v 18. stoletju delovali na ozemlju Slovenije, na Kranjskem, v Ljubljani, torej za delo Fortunata Berganta. Leta 2013 sem imel eno zelo lepo priliko, da sem se krajši čas, par dni mudil v Budimpešti, kjer sem si imel priliko ogledati seveda Muzej lepih umetnosti. Tja sem pa šel sicer čist zaradi ene druge zadeve, ne zaradi tega, ker bomo danes tukaj gledali, ampak zaradi kipa velike monumentalne marmorne skupine, ki jo je naredil vodilni, oziroma ki sem jo prepoznal kot delo vodilnega beneškega kiparja druge polovice 17. stoletja, to je Giusto Lecourt. Kip je skupina Caritas Romana in je bila nekoč v beneški zbirki Zackarija Zagreda. Gre za eno slovito zbirko, za slovitega zbiralca, ki je imel recimo največjo zbirko Veronezejevih risb, še danes večina najpomembnejših Veronezejevih risb, ki jih poznamo, po provenienci izvira prav iz palače Zackarija Zagreda, ki jo vidite tudi tukajle desno spodaj, še vedno stoji, to je sicer ena stara fotografija, notri je zelo prestižen hotel, ampak seveda ima še vedno tudi stare sobe, pač z opremo takšno, kot je bila nekoč, tisto pač štukirani stropi in freske, medtem ko je sama zbirka bila pa razprodana že v drugi polovici 18. stoletja. Med temi stvarmi, ki so bile razprodane, je bila tudi tale skupina Giusta Lecourta, ki se je v 19. stoletju znašla v Budimpešti in končala v Muzeju lepih umetnosti, ampak sicer je bila noter recimo tudi ena od znanih kipov ženskih figur z prosojnim pajčolanom, ki je delo Antonija Corradinija, ki je danes v Louvru. Eno drugo Corradinijevo delo je v Metropolitan Museum v New Yorku, bilo pred slabim desetletjem kupljeno za njihovo zbirko. Ali pa recimo tudi starejša dela, kot je tale slovita busta Beatrice d'Este, Gian Cristofora Romana, ki je tudi v pariškem Louvru. Torej vse to so bila dela, ki so bila nekoč v zbirki, kiparska dela, ki so bila v zbirki Zackarija Zagreda, danes so pa seveda raztresena po številnih drugih muzejih. Pač to kratko bivanje v Budimpešti sem izkoristil za eno javno predavanje o zbirki in tudi o tej novo odkriti skupini, ampak seveda tudi za obisk depojev. Pri tem sem si ogledal predvsem kiparski depo, tukaj se moram nadaljavo zahvaliti dr. Mirjam Šec, ki je voditeljica kiparske zbirke, ki me je takrat prijazno sprejela, obenem je pa organizirala tudi ogled slikarskega depoja. Namreč zdaj pridemo do današnje tematike. Vedel sem, da je tam tudi ena slika, ki me izredno zanima, namreč še nekaj let prej, tam 2004, 2005, 2006, sem pogosto pregledoval kataloge raznih evropskih muzejev, ko smo pripravljali razstavo o slikarju Almanahu in o slikarstvu druge polovice 17. stoletja na Slovenskem. In tako sem leta 2006, se spomnim, imel v rokah tudi katalog Budimpeštanskega muzeja lepih umetnosti, enega od katalogov, to so tako imenovani sumarni katalogi, gre za v bistvu bolj nek popis del, ki so v zbirkah, povsod po svetu najdemo take kataloge, gre za majhne reprodukcije skoraj v velikosti znamk z osnovnimi podatki. In vmes med temi slikami, ki je bila sicer nekako povezana z ostalimi italijanskimi deli, kot je pa razvidno zakaj, bom povedal, je bila tudi tale slika, ki sem jo v bistvu, čeprav bila zelo majhna reprodukcija, hitro prepoznal kot nekaj, kar je zelo verjetno delo Fortunata Berganta. Boste pa tudi videli, zakaj, čisto primerjav, lahko že takole majhno sliko prepričljivo povežemo z Bergantom.
Leta 2013, ko sem bil v Budimpešti, sem izkoristil ta čas tudi za ogled stvari, ki jih imajo v depoju, tudi slikarskem, in med njimi je bila tudi ta slika. Skratka, ko sem jo videl v živo v barvah, se je ta moja prvotna hipoteza hitro potrdila. Sem sam sebe prepričal, da to res ne more biti drugega kot Bergant. Predvsem pa je bilo zanimivo, da je tole, kar je imel v roki, bilo povezano s Trstom, kar je še dodatno seveda podkrepilo idejo, da gre za portret nekega neimenovanega, pač neznanega trgovca, bomo tudi videli, zakaj trgovca, iz Ljubljane, ki ga je Bergant naslikal. Torej to, da je tukaj napisano Trst, je bilo dovolj pomenljivo, da mora za enega lokalnega, torej kranjskega trgovca, in vemo, da kar nekaj tržaških trgovcev, oziroma trgovcev, ki so trgovali preko Trsta, je takrat bivalo tudi v Ljubljani. Bergant, kot rečeno, je prav te tedne zdajle, teh par mesecev zelo aktualen, ker imamo veliko razstavo postavljeno v Narodni galeriji. Razstava, ki je prva monografska razstava po 70 letih, leta 1951, Janica Cevc postavlja razstavo Fortunata Berganta. To je bila njena prva večja naloga v Narodni galeriji. Anica Cevc je bila kasneje dolgoletna direktorica Narodne galerije. Zdaj, leta 2021, je bila pa prilika, da se Berganta ponovno predstavi z monografsko razstavo, tudi zaradi tega, ker je po tej razstavi leta 1951 bilo objavljenih še nekaj pomembnih študij, ki so dodatno osvetlile Bergantovo delo. Tukaj omenim tako eno Steletovo študijo iz poznih 50 let, potem pa predvsem raziskave Ksenije Rozman v 70 letih, tudi na te se razstava krepko nanaša, in potem raziskave najmlajše generacije umetnostnih zgodovinarjev, vključno z kustosinjo razstave doktorico Katro Meke. Zdaj, kako se lotiti enega takega portreta? Portreti so dostikrat ena od najbolj zagonetnih zvrsti likovnih, še posebej, če nimamo kaj veliko podatkov o upodobljencih, konec koncev tudi slikarju, če ni kakšnih napisov gor ali kaj podobnega. In prva stvar je, kako zdaj sploh ugotoviti, da gre tukaj za Bergantovo delo, ker ena od stvari pri likovni umetnosti, pri slikah, tudi pri kipih, je to, da poskušamo čim več podatkov si zagotoviti kot izhodišče za nadaljnjo interpretacijo. In avtorstvo je gotovo eden od problemov, s katerim se vedno ukvarjamo, ker nam to pomaga umestiti delo tako časovno, kot tudi krajevno. Ker če imamo avtorja, pa seveda lahko vemo vsaj približno, kje je neka slika ali pa kip, kje sta nastala, in tudi lahko naprej razmišljamo vse ostalo o naročnikih, o razlogih za nastanek, o funkcijah, in tako naprej. V tem primeru, kot sem že prej rekel, je ta atribucija Bergantu dosti enostavna. Bergant je sicer slikar, ki velja za odličnega portretista, saj v slovenski umetnostni zgodovini je veljal, ali pa saj za zelo priljubljenega v baroku, ampak se izkaže, kot boste videli kasneje, da so si ti njegovi portreti relativno podobni, še posebej, kar se tiče oblikovanja obraza. Vsi so upodobljeni v tem rahlo zasukani poziciji obraza, ne čisto frontalno, seveda ne v profilu, z zelo podobno oblikovanim nosom, prtjo okoli oči, ust, skratka, hitro ga prepoznamo. In pri poziciji rok, tudi samih prstov, pa dlani, če so obrnjene, je dostikrat nekaj takih malih, drobnih napak pri anatomiji, ali pa so kakšne roke predolge, nenavadno postavljene. Po drugi strani so pa vse te njegovi portreti, vse te njegove slike zelo bogate pri detajlih, od čipk do raznih svetlečih se oblačil, kožuha, kot tukajle. Skratka, te detajle je resnično zelo dobro znal naslikati. Tole zdaj ena primerjava Jožefa Antona barona Cordelia, portreta iz 1762, ki je eden mogoče najbolj njegovih uspelih portretov.
Na naslovnici kataloga se je znašel pa tudi zato, ker so ga pred nekaj leti restavrirali in je res zasel v tistih prvotnih barvah. Predvsem pa smo odkrili med restauriranjem, da je bilo ozadje naslikano popolnoma drugače, kot smo ga poznali prej desetletja, da ne rečem stoletje in pol. Prej je bila neka zavesa zadaj, no, ko so ga očistili, so ugotovili, da je tako skalno ozadje in seveda ne bo tukaj na desni strani zgoraj. Še en primer Wolfganga Daniela barona Erberga, slika tudi iz Narodne galerije, kjer mogoče sam tako kot opomin, tukaj vidite, da ima neke napisane liste v roki, tale naš budimpeštanski trgovec, medtem ko je na tej strani je neko pismo, kjer so seveda podatki tako o samem upodobljencu, kot tudi podpis slikarja. Tukaj imamo podpis slikarja, žal na tej strani ga nimamo. Pri prejšnji sliki, pri Jožefu Antonu baronu Kodeliju, je bil pred čiščenjem podpis tukajle, na temle mestu, ampak je bil očitno v 19. stoletju med restauriranjem prepisan z zadnje strani slike. Torej, tukaj imamo podpis na zadnji strani slike, torej običajnemu gledalcu je seveda ta podpis neviden in samo restaurator ga je potem prenesel na to sprednjo stran. In še en ženski portret ima za primerjavo, Ana Marija baronica Erberg, spet z zelo podobno postavljenim obrazom, v našem primeru samo malo nagnjena glava. In zdaj, če damo te obraze skupaj, bomo videli, da so res oblikovanje obrazov izredno podobno in kot rečeno, kljub temu, da velja za takega izjemnega portretista, se v resnici lahko v teh portretnih lastnostih naših slikarjev oziroma našega Berganta nekoliko lahko te portretne lastnosti mogoče celo malo dvomimo ali pa v to zanesljivost, kar se tiče portreta. Zdaj, na razstavi sami si danes lahko pogledate praktično en lep prerez čez celoten opus, čez celotno delo njegovo, od zgodnjih del, kot je tale Škapulirska Marija iz leta 1751, to je čas, ko je Bergant delal v Liki oziroma v Kvarnerju, takrat je bil zelo verjetno lociran, je stanoval, živel v Senju ob jadranski obali, delal je pa potem za notranjost, za Liko. Ta slika je bila kupljena za Ljubljano v času priprav na razstavo leta 1951. Potem, po tem kratkem bivanju na Hrvaškem, doma je bil sicer iz Kamnika severno od Ljubljane, je pa šel se šolat v Rim in v sredini 50. let in drugi polovici 50. let je nekajkrat dokumentiran v Rimu, označen je kot Krančan, kot Carniolus oziroma kot Todesco, tukaj je napisan Todesco oziroma Tedesco spodaj, torej kot pripadnik nemške narodnosti. To zato, ker so vse Krance in Štajerce, ne glede na to, so govorili, ali je bil materni jezik slovenski ali bil nemški, so jih označevali kot Nemce, zato ker so prihajali iz nemških, torej iz cesarskih dežel. Njegov priimek je sicer bil praviloma, tudi kadar se je on podpisal, zapisan z dvojnim v-jem, V-B se dostikrat zamenjata in praviloma se podpisuje kot Vergant. V Rimu je obiskoval tudi tako imenovano Skolo del Nudo, kjer so se učili risanja po aktu, po moških aktih, in dvakrat je dobil celo nagrado za svoj izdelek. In ta oba akta sta ohranjena v zbirkah Akademije svetega Luke v Rimu in sta zdaj tudi prisotna na razstavi, torej se jih da tudi pogledati. Ko se je vrnil nazaj, to je bilo okrog leta 60, se je tudi vsaj enkrat ponosno podpisal kot rimski akademik, Academicus Capitolinus. To je bilo na križevem potu v Stični leta 1766. Razen teh zgodnjih del, pa teh rimskih del, ki jih imamo, je njegov celoten opus pravzaprav omejen na dobro desetletje bivanja v Ljubljani, ko se vrne iz Rima, in do njegove smrti konec 60. let. Tako da tudi naša slika, kot bomo videli pol še enkrat, ko bomo prišli do nje, torej ta budimpeštanski portret, ga lahko zelo natančno zaradi tega datiramo prav v 60. leta 18. stoletja. Kar je zelo dobro, ker imamo zamejen čas in v bistvu lažje potem iščemo podatke za naprej. Seveda pa je poleg tega, da je bil znan kot portretist, v nadaljevanju v 60. letih naredil tudi celo vrsto
podob za cerkve, za oltarje, torej je bil tudi v tem pogledu zelo uspešen. In poleg takih velikih oltarnih slik je naredil tudi številne manjše, predvsem marine podobe, ki so bile namenjene običajno domači osebni pobožnosti. Med novejšimi, bi rekel, dosti presenetljivimi slikami na sami razstavi si lahko pogledamo tudi nove pridobitve. Na levi strani imate portret kapucina Gabriela Švicna, ki so ga pred leti uspeli v Narodni galeriji kupiti iz ene zasebne zbirke v Kanadi. To je tale, medtem ko je na desni ena od dveh slik, ki so jih tudi zdaj pred nekaj leti kupili. Gre za Prestarja, ta drugi je bil pa Ptičar. Gre za par slik, ki so vzbudile pozornost že v 20 letih 20. stoletja na razstavi, na eni prvih razstav, preglednih razstav slovenske umetnosti, in so bile potem znane iz reprodukcij črno-belih v času med obema vojnama. Takrat so vzbudile veliko pozornosti, ker so jih nekako interpretirali kot portret nekega običajnega kranjskega človeka ali pa Slovenca. V času takoj po drugi svetovni vojni sta pa sliki izginili in sta ostali skriti v zasebni lasti do torej pred par leti, ko sta bili sliki ponovno odkriti, res ne bi bili prav založeni med drugim gradivom, in potem sta bili prodani Narodni galeriji. Dolga desetletja se je v bistvu ugibalo, kje sta sliki, bilo je tudi še v času mojega študija, recimo, se je govorilo o teh, so bile razne zgodbe tukaj, kako je eden od politikov to ukradel in jih ima pri sebi in podobno. Ampak, kot rečeno, na koncu se je izkazalo, da sta bili skriti, pozabljeni in zdaj sta na srečo spet dostopni javnosti. No in zdaj, če se vrnemo k našemu portretu trgovca, ki je očitno povezan z Ljubljano in kar se tiče avtorstva, mislim, da lahko brez dvoma zadevo pripišemo Bergantu. Torej, vemo, da če je to Bergantovo delo, da je gotovo nastalo v 60. letih, torej ko se vrne iz Rima in naenkrat do svoje smrti leta 69, torej imamo praktično eno desetletje, znotraj katerega lahko iščemo. In prva stvar, ki jo naredimo pri taki sliki, ki je v neki javni zbirki ali pa tudi v zasebni, da poskušamo ugotoviti, kakšna je njena provenienca, torej od kod slika prihaja in kakšna je bila cela njena zgodovina, ko je šla iz enih rok v druge. Žal se nam tukaj vse ustavi tam, kjer je bila slika kupljena za muzej. Provenienca je navedena kot BAV, Budimpešta 1985. BAV je ena taka, danes je to menda neka dražbena hiša, takrat je bila ustanovljena kot državna galerijska hiša, ki odkupuje in prodaja, ali pa kot neka zastavljalnica del, preko katere se je dalo umetnine v zasebni lasti prodati. To pomeni, da žal ne vemo, kdo je te slike v trgovino prinesel, so pa jo na srečo potem kupili v javnem muzeju, torej v Muzeju lepih umetnosti. Kar pomeni, da provenience te slike pred letom 1985 nimamo. To ni nenavadno, veliko slik se pojavi na trgu brez provenience in je potem včasih samo po kakšnem srečnem naključju, zaradi kakšne starejše upodobitve ali pa zaradi kakšnih jasnih indicov v raznih starih prodajnih katalogih ali pa zapuščinskih inventarjih iz zgodnjega 20. stoletja, 19. stoletja ali celo starejše, možno te slike potem povezati z nekimi starejšimi lastniki. Torej, tukaj se zelo hitro, pri provenienci se zelo hitro ustavi. No, drugi indici so pa to, kar naša oseba drži v roki. Ampak zdaj, če pogledamo mogoče še prej sliko v celoti, kaj sploh vidimo, kaj so te značilnosti, na podlagi katerih lahko gradimo našo nadaljnjo analizo. Ena je ta dosti nenavadna obleka te osebe. Kot vidite, ima eno tako okrasto rumeno domačo haljo z modrimi črtami. Na glavi ima pa belo nočno šepico, kar pomeni, da gre za portret v dosti intimnem okolju, sproščenem, skratka ne gre za tisti portret, kjer bi se želel upodobljenec prikazati v nekem bolj formalnem oblačilu, ampak prav nasprotno, želi se predstaviti v domačem okolju.
To domače okolje potem sestavlja nek oblazinjen stol in pod njegovo desno roko je mizica, na kateri je list, in na tem listu vidimo, da on pač prepisuje neke številke in računa. Sešteva, kot bomo videli, podatke iz listov, ki jih drži v levi roki. Preden pridemo do njih, mogoče še opozorilo na zadnji del, ki je tudi dokaj nenavaden. Na portretih ne bomo pogosto našli takega regala z knjigami, kot jih najdemo na tej sliki. To je nekaj, kar nakazuje na povezavo upodobljenca s knjigami. Knjige so v tem primeru upodobljene kot njegov atribut praktično, ampak vsekakor nekaj, na kar je bil ponosen, nekaj, kar je želel imeti tudi ovekovečeno na svojem portretu, nekaj, s čimer se je identificiral. Skratka, nekdo, ki je ljubitelj knjig, ki je učen človek, nekdo, ki zelo verjetno je tudi v resnici doma imel veliko knjižnico. Kot bomo videli naprej, je to seveda en lahko zelo pomemben podatek. Iz slovenske umetnostne zgodovine poznamo enega, ki se je recimo enkrat upodobil ob veliki knjižni omari, tudi bil Žiga Zois, ki je na prelomu iz 18. in 19. stoletje eden od velikih, bi lahko rekli, kulturnikov tega prostora, kranjskega prostora. Seveda tudi on izredno pomemben za zgodovino slovenskega naravoslovja in humanistike. V levi roki pa drži tale snop oziroma tele liste. In zdaj, če to pogledamo nekoliko od bližje in obrnemo, vidimo, da se da celo nekaj stvari prebrati. Tukaj piše Trieste, torej Trst, leta 1700, ampak potem ni do konca napisano, pa spod piše Preiscourant von den Waren in Wiener, pa se spet ne vidi več, Selbiger Valuta, den Wagen in tako naprej. Skratka, gre za nek Preiscourant, bom pa tudi nadalje povedal, kaj to je, ki je bil sestavljen v Trstu. Zadaj so potem še podatki, tukaj piše Herb, Tej, Holc, potem tukaj le zadaj Indigo, Indigo svetega Dominiko in potem zraven še številke, ki so v resnici cene. Zakaj gre? Gre za tako imenovan Preiscourant, to je bil seznam robe, ki se jo je dalo v pristaniščih kupiti v nekem konkretnem obdobju in zraven so tudi cene te robe. Tukaj je en Preiscourant natiskan iz 1759, kakršen je bil narejen v Hamburgu. To je pač nekaj, kar sem prav s fotografijo uspel najti na medmrežju. Ampak sicer recimo se da prepise dobiti v raznih knjigah, tudi recimo za kakšne tržaške Preiscourante, kot je recimo tale Preiscourant von Astenen Waren in Wiener Gewicht. Tukaj vidimo, da bi se dali tudi sklele razumeti, da je tukaj pisal nekoč von Wiener Gewicht tukaj spodaj, und Selbiger Valuta in tako naprej. To je ena taka varianta tega Preiscouranta. Žal pa nimam fotografije, da bi videli, kako je to v resnici izgledalo. Preiscourant je bil torej nek seznam, ki so ga trgovci, tisti, ki so preko posameznih pristanišč trgovali, vedno nujno potrebovali, bil to del njihovega vsakodnevnega, njihov vsakodnevni pripomoček pri trgovanju. In kaj dela naš trgovec tukajle? Prepisuje vsote oziroma prepisuje vrednosti robe, ki jo želel ali prodati ali kupiti, in sešteva v vsoto pač te vrednosti. Tako da on se vsekakor s temle izkazuje kot trgovec, ki je bil tesno povezan z tržaškim pristaniščem. Tržaško pristanišče je bilo sredi 18. stoletja eno najhitrejše rastočih pristanišč v tem širšem prostoru in v resnici do konca 18. stoletja postane Trst izjemno veliko mesto iz enega srednjeveškega, kakršno je bilo še na prelomu iz 17. in 18. stoletja majhnega mesta, postane ogromno pristanišče in lahko bi rekli, da v nekaj desetletji tudi povsem zasenči Ljubljano. Ljubljana je bila do srede 18. stoletja eno relativno pomembno mesto, prestolnica Kranjske, mesto, ki je bilo tudi eno tako regionalno umetnostno središče
Ob koncu stoletja pa Ljubljana začne zelo hitro nazadovati, Trst pa doseže nevideno rast. Tudi če primerjamo arhitekture, ki zrastejo v 80-ih, 90-ih letih 18. stoletja v Trstu ali pa tiste, ki nastanejo v Ljubljani, v resnici ni nobene primerjave, ne po velikosti, ne po bogastvu, ne po recimo naprednosti, če pogledamo, kaj se takrat sočasno dogaja v širšem severnoitalijanskem ali pa srednjeevropskem prostoru. Zdaj, če poskušamo iti korak naprej pa identificirati tole osebo na sliki, kaj moramo narediti? Pogledati moramo, kdo so bili trgovci, ki so preko Ljubljane trgovali s Trstom oziroma iz Ljubljane trgovali preko Trsta in naprej. Najbolj slaven od teh trgovcev je bil gotovo Michelangelo Zois, imate tukaj na vrhu napisanega, rojen leta 1694, umrl leta 77 in v bistvu večji del trgovine, ki je v drugi polovici stoletja ali pa sredini 18. stoletja potekal preko Trsta in preko Kranjske in preko Trsta, je bil v rokah Michelangela Zoisa. Zois je pravzaprav preko Trsta prišel v Ljubljano, delal je pri Pietru Antonu Kodeliju, tudi enem zelo podobnem, pa pomembnem trgovcu, ki je bil doma iz sicer Gorice, po njegovi smrti pa z njegovim nečakom Avgustinom Kodelijem. Tega sem tukaj napisal, čeprav je prezgodaj umrl, da bi lahko prišel upoštev pri našem portretirancu. Drug njegov partner je pa Štefan Gasperini, ki pa umre tudi 1753. Oni trije potem, torej Michelangelo Zois, Avgustin Kodeli pa Štefan Gasperini, po smrti Petra Antona Kodelija ustanovijo trgovsko družbo, ki se je pol kasneje še nekajkrat preoblikovala, pa tudi ti družbeniki so se malo spreminjali. Ampak kakorkoli že, tja do 50-ih let postane Michelangelo Zois izredno bogat, izredno bogati, postane takoj eden od najvidnejših tržaških trgovcev, ne glede na to, seveda, da je bilo njegovo izhodišče Ljubljana. S čim je Michelangelo Zois trgoval? Med njegovimi glavnimi dejavnostmi je bilo trgovanje z volno, suknom, pa tudi drugim blagom. Na Kranjsko je tovoril bolj eksotične izdelke iz južnih krajev, ampak tisti največji uspeh, s katerim je tudi gradivo, material, s katerim je najbolj zaslužil, pa je bila trgovina z železom in železnino. Pri tem je imel na Kranjskem skoraj monopolen položaj. Torej, če iščemo zdaj trgovce, ki bi v 60-ih letih, tukaj se moramo pomniti na 60-ta leta, bili primerni za tega našega upodobljenca, moramo gledati na en širši Michelangelov krog, en širši krog Michelangelo Zoisa. Sam Zois je bil prav gotovo v 60-ih letih že prestar, da bi bil podoben takole, kot vidimo tukaj na levi. Sicer to osebo težko časovno opredelimo, zato ker tudi vemo, da je to prvič odvisno od samega portretista, kako natančno je znal starost upodobljenca označiti. Poleg tega so vedno radi malo pomladili portretirance. Po drugi strani pa danes, kot vemo že, če primerjamo neke fotografije naših staršev ali pa naših starih staršev, vidimo, da se ljudje drugače staramo, kot so se nekoč. In seveda v 18. stoletju so bili ti pogoji še drugačni. Ampak kakorkoli, ko sem gledal to sliko, sem rekel, v redu, recimo, da so to neka pozna 30, zgodna 40 leta, ali pa 40 leta, mogoče sem se tudi zmotil, mogoče je tudi mlajši, ampak to je bilo nekako moje izhodišče. In potem sem nekako šel gledati, kdo so bili, recimo ljudje iz Zoisovega kroga, v katerih je tudi zgodovina že pisala kaj, sploh gospodarska zgodovina. In recimo v Ljubljani je bil od 40 let naprej prisoten tudi nečak Michelangela Zoisa, to je bil Bernardin Zois, ki je bil rojen leta 19 in bi teoretično po letih recimo lahko ustrezal, bi bil tam v 40 letih, od 1760 do 69. Potem od 50 let naprej je z njim sodeloval še Valentin Simoniti, ki se mi je zdel nekoliko prestar, tudi leta 62 že umre, ne pride tako zelo upoštev. In potem se pojavi še eden, to je pa Aleksandar, oziroma tudi Alessandro, v italijanski obliki včasih Andrioli. Tudi ta je nekako, se vidite, da je po letih približno enak kot Bernardin Zois, bi lahko pač v teh letih bil nekako v zgodnjih 40-ih in bi ga lahko recimo Bergant upodobil. Potem pa seveda pride upoštev tudi sam Žiga Zois,
ampak od Žiga Zoisa imamo nekaj portretov, pol sicer malo kasnejših, in nekako ne moremo tiste njegove podobe povezati s temle. Skratka, je povsem drugačen in bi bilo malo težko ga povezati z njim, pa tudi v 60-ih letih je bil vsem relativno mlad, torej nekako med 13 pa 23 let, ne glede na to, kdaj je rojen, ne, dobro 23, recimo, če bi teoretično šlo, ampak dosti majhna možnost je, da bi takrat ga v Ljubljani nekdo portretiral, tudi zato, ker je v tistem času bil v bistvu zelo redko v Ljubljani. Torej, nekako sem se potem pri poskusu identifikacije najprej omejil na Bernardina Zoisa in na Aleksandra Andriolija. Zdaj, kaj je bila naslednja stvar, ki sem jo pogledal? Pogledal sem zapuščinske inventarje. Zapuščinski inventarji so nastajali po smrti določenih oseb, niso čisto za vsakega, ki je umrl, naredili inventarja njegove zapuščine, tega, kar bi našel pri njemu doma, ampak samo pri tistih, kjer so bili otroci še, praviloma samo pri tistih, kjer so bili otroci še mladoletni in je bilo treba najti skrbnika za njihovo lastnino, za tisto, ki jo ne bi podedovali, ko bojo polnoletni, ali pa če so bili kakšni drugi posebni pravni zadržki ob smrti in je bilo treba seveda premoženje takoj popisati, da ne bi prišlo v naslednjih letih do odtujitve. Na srečo imamo tako za Bernardina Zoisa kot za Aleksandra Andriolija ohranjene zapuščinske inventarje. In kaj se da najti v zapuščinskem inventarju? Po eni strani imamo noter seznam kakšnih pogodb, kjer bi lahko bilo tudi kaj z umetnostjo povezanega, ampak običajno ni. Imamo noter popis ali pa vsaj omembo knjižnice, knjig, in tukaj recimo pri Bernardinu Zoisu žal ni ničesar takega, ne, kot bomo videli pri Aleksandru Andrioliju pa je. Imamo pa noter tudi recimo seznam umetnin, lahko so to slike, ki so visele po stenah, ne, včasih bolj natančno popisane, včasih manj natančno popisane, pa še vse ostalo, od srebrnine do oblačil. Pri Bernardinu Zoisu v resnici v zapuščinskih inventarjih ni ničesar takega, kar bi lahko povezali s tem našim portretom. Veliko bolj zanimiv je pa Aleksander Andrioli. Aleksander Andrioli je bil torej trgovec, ne, povezan s tem Zoisovim krogom, ki je leta 1766 za zasluge, ki jih je imel kot trgovec, ne, tudi finančne, dobil plemiški stan. In leto kasneje, kot je bilo običajno, ne, tudi še mesto med kranjskimi deželnimi stanovi. In prav to, čas poplemenitenja, je tisti, ki ponavadi pripelje do tega, da se ljudje začnejo tudi prezentirati kot plemstvo, kot novo plemstvo, skratka, da se portretirajo, da si palačo zgradijo, uredijo, da mogoče tudi tekom 17. 18. stoletja začnejo recimo vlagati v kakšne cerkve, si uredijo grobnico v kakšni od pomembnih mestnih cerkva, dajo denar za kakšen oltar, za kakšno sliko in podobno. Leta 1984, torej, ko je umrl, napišejo inventar, ki ga vidite tukaj na desni pred sabo, to je uvodna stran. In prva stvar, ki sem jo pogledal, a je noter omenjena kakšna slika, ne, ki bi lahko s tem le povezali. Žal ni, omenjeni so 4 portreti, ampak žal nič bolj natančno. Tisto, kar je bolj zanimivo, je to, da je prav Aleksandro Andrioli eden tistih kranjcev, ki so imeli v drugi polovici 18. stoletja zelo veliko knjižnico. Ne obstaja nekaj zgodovinskih, čisto natančnih analiz plemiške kulture 17. 18. stoletja in recimo ena od analiz, ki so jih naredili, so tudi knjižnice, velikost knjižnic, in prav za Andriolija se omenja, da je imel nadpovprečno veliko knjižnico za tisti čas. In v njej je bila tudi vrsta del povezana, ki so bila povezana z umetnostjo. V svoji knjižnici, torej tukaj vidite začetek pa konec kataloga, je imel več kot 180 knjig. In njegov sin Jožef Andrioli, ki je bil rojen 1767, torej nekako ne pride v poštev za tega našega portretiranca, je imel pa v 90-ih letih, po svoji smrti, pa že 316 knjig, ker je pač to očetovo knjižnico še nadaljeval. Ta je pa sodila že prav med največje na Kranjskem. Torej, knjige so bile del te družine in ne, zdaj, če bi že tukaj se ustavili, bi rekli, če je tole Alessandro Andrioli, ne, potem ni čudenega, ne, da si je zraven želel upodobiti tudi knjižni regal s knjigami. Potem pač
pri iskanju naprej, ne, me je pa zanimalo tudi, a se med oblačili omenja kakšna taka nenavadna, zelo živo pisana domača halja. To, da so se takrat v 17. in 18. stoletju plemiči radi upodobili v domači halji, ni bilo nič nenavadnega, ne, s tem so želeli pokazati tudi ta, recimo, ne vem, bolj intimen pogled v svoje življenje in kot rečeno, no, tudi še posebej v drugi polovici 18. stoletja je bilo to nekaj povsem običajnega. In res v tem seznamu oblačil, Kleider piše tukaj gor, ne, je tudi en zelen flanelasti zimski šlafrok, kot še danes včasih rečemo, ne, v Sloveniji spalnim plaščem, in en je bil iz kaftana narejen poletni šlafrok. Žal, noben od teh, dobro, temu iz kaftana ne moramo reči, ni mogoče to tole, ker ni barva označena, tale zeleni flanelasti zimski pa tole gotovo ni. Ampak malo vidimo iz tega, da je imel šlafroke, takle halje, domače halje v svoji omari in da tudi tole iz kaftana bi utegnilo biti zelo pisano. Skratka, lahko takole kot to, lahko pa seveda tudi kakšne druge barve. Tukaj zdaj sicer nismo prišli do konca, ampak nek namik na to pa je, da bi lahko imel seveda Aleksander Andrioli, mogoče tudi ob smrti tale ni več obstale, tale halja, ampak da bi lahko seveda imel to v svoji omari. Zdaj tukaj se je vse skupaj ustavilo in bi identifikacijo, tako kot je tudi še vedno, sicer z vprašajem lahko tukaj pustili, torej med trgovci, ki smo jih zaenkrat uspeli identificirati, je edini Alessandro Andrioli tisti, ki ga hipotetično lahko povežemo z našim portretirancem. Tukaj mora biti povsem korektno zraven vprašaj, zato ker mogoče imamo še en kup drugih trgovcev, za katere ne vemo kaj dosti in tudi mogoče niti niso imeli narejenega zapuščinskega inventarja in ne vemo, ali so imeli knjige ali niso imeli knjig doma. No, ampak pojavil se je pa še en zanimiv podatek, ki je pa pokazal na eno, še vedno sicer hipotetično, ampak vendarle v zvezo z Fortunatom Bergantom. Leta 1754 so na Kranjskem naredili popis prebivalcev in tudi Ljubljano so natančno popisali. Aleksander Andrioli je imel na bregu Ljubljanskem, je imel tole hišo, tukaj zadaj vidite. To je hiša, ki še danes stoji in je sta v njej italijanski in francoski kulturni inštitut. To je zelo velika hiša, bila je na bregu, kjer je bilo središče trgovstva, recimo to je bila njegova hiša, tole je bila nekaj časa Kodelijeva, nekaj časa Gasperinijeva hiša, to sta dva partnerja Michelangela Zoisa. No, tole hišo, oziroma te tri hiše, tri objekte, je pa začel kupovati najprej Michelangelo Zois in potem zaključil to kupovanje Žiga Zois in Žiga Zois potem tudi vse skupaj predelil te tri objekte v tisto eno veliko Zoisovo palačo, kakršno jo poznamo danes. To se je zgodilo šele konec 18. stoletja. No, in v tej hiši so leta 1754 bili popisani gospod Aleksander Andrioli, kot 40-letnik, potem njegova žena Marija Konstanca, ki je mlajša, potem še ena hišna pomočnica, Zimmermensch, kot je označena, Margareta Bergantin, in še potem ena pomočnica Barbara Gošiška. Tale Margareta Bergantin je zelo zanimiva, ker je zelo verjetno sestra Fortunata Berganta. Namreč, ko je Fortunat Bergant umrl je pri Wolfgangu Danielu baronu Erbergu na Mestnem trgu 17, tam je živel, sta se dve njegovi sestri oglasili pri Wolfgangu Danielu, da bi uredili kot dedini bratovo dediščino. Namreč Fortunat Bergant ni bil poročen in sta sestri bili njegovi dedini. Te dve sestri sta bili Margareta in Marija. Zdaj, med podatki, ki jih je Žanica Cevc zbrala po arhivih, kdo so bili Fortunatovi sorojenci, torej brati, sestre, sicer tega krsta Margarete ni. Omenjena sta le dve sestri Mariji, ena je bila rojena leta 29, ena 32, in zanimiva je bila ta druga Marija, mogoče Marija Margareta, ali je prva Marija umrla, pa je ta druga pa dobila še enkrat ime Marija.
to ni jasno, ampak lahko bi v teh letih pač bila rojena še ta Margareta, ne, ker tudi če je bila približno 22 let stara, leta 54 je torej nekje v začetku 30 let, torej prav 32 bila rojena. Če je torej Margareta Bergant, sestra Fortunata Berganta, res tale Margareta Bergantin, ki je kot hišna pomočnica delala v Andriolijevi hiši, je to lahko neka taka povezava med Andriolijem in Bergantom, ki je do zdaj nismo imeli. Tudi ta sama po sebi ne pomeni kaj dosti, je pa ob drugih indicih, ki smo jih do zdaj omenjali, pač še dodaten napotek k temu, da je mogoče pa ta identifikacija pravilna. Tako da, ta zaključek iskanja oziroma poskusa identifikacije tega budimpeštanskega portreta se ne zaključi čist, bom rekel, to ni zaključena zgodba še, ker morda bomo v bližnji prihodnosti našli kakšne nove podatke. Tudi za ta podatek o popisu prebivalcev sem izvedel v bistvu potem, ko sem imel članek praktično že dokončan. In če pogledate, zdaj je tudi na razstavi, tako previdno narejeno vse skupaj, piše portret ljubljanskega trgovca, do sem zadeva ni problematična, potem je pa z vprašajem vse skupaj identificirano kot Aleksander Andrioli. Torej, gre za ljubljanskega trgovca, morda res Aleksandra Andriolija, mogoče pa tudi za kakšnega drugega. To je ena taka kratka zgodba, pogled konec koncev tudi malo v umetnostno zgodovinsko delo, ki more kombinirati tako formalno analizo, s pomočjo katere lahko čisto na ta poznavalski način, kot temu rečemo, najprej opredelimo avtorja, kadar je nepodpisan, po drugi strani pa zahteva tudi dobro poznavanje zgodovine, arhivskih virov in potem moramo znati vse te drobne podatke združiti, povezati, da dobimo nek rezultat. Je pa res, da zdaj od tukaj naprej, gre pa seveda lahko nadaljna interpretacija, lahko poskušamo ugotoviti povezave med posameznimi portretiranci Fortunata Berganta, lahko naredimo tudi primerjavo, kako so posamezni portretiranci upodobljeni, kakšni so, recimo, kakšno je ozadje, kaj je tisto, preko katerega so se želeli predstavljati gledalcu, pa seveda tudi to, za kakšne prostore so bili ti portreti namenjeni. Pri tem si lahko tudi pomagamo pri nekoliko boljših zapuščinskih inventarjih, ki so prostori mogoče malo bolj natančno označeni. Kot rečeno, v tem našem primeru žal za Aleksandra Andriolija tukaj nimamo kaj veliko podatkov. S tem bi predavanje zaključil. Če je kakšno vprašanje, ga bom seveda vesel. Drugače pa upam, da si v naslednjih 10 dneh, kolikor je razstava še odprta, do konca naslednjega tedna, do zadnjega oziroma do 30. maja, da greste v Narodno galerijo, da si razstavo pogledate, če greste na kakšno vodstvo, če je še, pa seveda tudi lahko od tistega, ki bo vodil, izveste še bistveno več o njegovem opusu. Hvala.